Preden vam danes razložim, zakaj nasvet gibaj več in jej manj ne deluje, vas vabim v eno zelo preprosto miselno vajo. Predstavljajte si človeka, ki s težavo pride na bližnji hrib. Zdaj si pa zada cilj, da spleza na najvišji vrh sveta. In zdaj od vseh dobi nasvet. Ti sam čim več hod, čim manj se ustavljaj, pa prideš do vrha. In v teoriji je res, če enkrat začneš hoditi, hodiš dovolj dolgo, boš pač enkrat prišel na vrh. Potem mu prodajo še neke primerne čevlje, varovalno opremo, kisik in srečno. Ampak lahko tak človek pride do cilja, do vrha, brez znanja, kdaj uporabiti kisik, po kateri poti iti, kaj narediti v primeru slabega vremena, seveda ne more, ne? In hujšanje je ista zgodba. Če ste leta nabirali kilograme, je hujšanje ena največjih sprememb in izzivov vašega življenja. Ni hiter izlet na hrib in ni neka ekspedicija, ampak velika sprememba. In tako kot vam alpinistična oprema ne pomaga brez znanja, vam tudi vsi jedilniki, treningi in shujševalni programi ne bodo, če ne razumete, kaj se dogaja v ozadju vašega telesa. Zato smatram, da nasvet jej manj in gibaj več ne deluje. Ne zato, ker bi bil napačen, ampak zato, ker je preveč splošen in skrije vse tiste dejanske procese, zaradi katerega je hujšanje težko. Ta video je del serije, kjer popolnoma spreminjamo pogled na hujšanje. V prvem videu, zakaj ne morete shujšati, smo odkrili 3 skrite razloge, zakaj pristopi ne delujejo, in če ga še niste pogledali, ga toplo priporočam. Moje ime je Jan, že več kot desetletje vodim shujševalni program Športne klinike in danes gremo globlje v tisti biološki del težav, ki otežuje hujšanje. To, kar bomo danes si pogledali, spremeni vse, ker ko razumete, kaj se dogaja v vašem telesu, boste končno razumeli, zakaj ste lačni, zakaj nimate energije in zakaj se tehtnica ne premakne. Vse to pa ni nujno vaša krivda. Predstavljajte si gospo, staro okoli 50 let, ki ima nekaj več kot 90 kg. Trudi se, res se trudi. Za zajtrk je vse kosmiče, jogurt, sadje, vse super zdravo. Ampak čez 1 uro je že spet lačna. Po kosilu pa ista zgodba. Prehiter jo napade lakota. Maščoba se nabira v predelu trebuha, počuti se napihnjeno, utrujeno in ves čas je brez energije. Toliko je lačno, da je včasih še po noči zbudi želja po hrani. Telovadi redno sicer, že pol leta, ampak tehtnica stoji. In potem ta gospa začne verjeti, da je problem v njej, da nima dovolj volje, da ni dovolj disciplinirana. Ampak v resnici težava so metabolne okvare. To so skriti mehanizmi v telesu, zaradi katerih ste bolj lačni, bolj utrujeni, manj zmogljivi in težje shujšate. Raziskave kažejo, da ima 70 do 90% ljudi z debelostjo vsaj eno od 3 glavnih metabolnih okvar. In v tem videu vam bom pokazal vse 3, da boste razumeli, kaj se morda v resnici dogaja tudi pri vas. Ampak najprej ključna stvar je, da vam ne ukradem motivacije, da so vse te 3 metabolne okvare rešljive in obvladljive in ko jih boste naslovili, hujšanje postane veliko lažje. Zdaj pa začnimo pri prvi metabolni okvari, ki je hkrati najpogostejša, in to je inzulinska rezistenca. Predstavljajte si, da so vaše celice lačne. Vi zdaj nekaj pojeste in sladkor v krvi se dvigne. Naše telo pri tem sprosti hormon inzulin. Zdaj si pa predstavljajte enega radovednega otroka, starega 4 do 5 let. Ves čas vas vleče za rokav, ves čas nekaj sprašuje, hoče nekaj povedati, skratka išče pozornost. Nekaj časa se še odzivate, sčasoma pa ga začnete ignorirati. Preprosto zato, ker je preveč teh dražljajev. In točno to se zgodi tudi v našem telesu. Ko dlje časa jemo preveč in je inzulin stalno visok, se ga celice navadijo in ga začnejo ignorirati. Inzulinska rezistenca dobesedno pomeni neodzivnost na inzulin. In kaj to prinese? Celice energije ne sprejmejo, so še vedno lačne in možganom sporočajo, da potrebujejo še več energije in še več hrane. In mi to zaznavamo kot lakoto. Čeprav je energije v izobilju, v naših maščobnih zalogah, naši možgani mislijo, da stradamo. In to ni vse. Ta višek energije v krvi ne ostane kar tam, ampak gre v jetra, kjer se sladkor potem spremeni v maščobo. In od tukaj je ta izraz zamaščena jetra. Torej, zaradi te okvare smo bolj lačni, čeprav imamo energije na pretek. In se nam maščoba nabira ravno tam, kjer je najbolj nevarna, se pravi med organi in na trebuhu. Če smo ves čas lačni, bi pričakovali, da bomo vsaj po obroku za nekaj časa siti, pa pogosto nismo. In zato je kriva druga metabolna okvara, to pa je leptinska rezistenca. Leptin je hormon sitosti. Sproščajo ga naše maščobne celice in s tem sporočajo možganom, imamo dovolj zalog, lahko nehaš jesti. In pri zdravem metabolizmu ta signal super deluje. Mi zdaj pojemo nek obrok, leptin naraste, možgani dobijo informacijo, siti smo in naš apetit pade. Ampak pri debelosti je maščobe ogromno.
In posledično je tudi leptina v krvi ogromno. In ker ga možgani ves čas slišijo, kot pri inzulinski rezistenci in tistemu otroku tečnemu, in to je leptinska rezistenca. Se možgani nehajo odzivati. Signal sitosti je prisoten, ampak ga možgani ignorirajo. Pojeste cel obrok in se počutite, kot da niste jedli nič. In več maščobe kot imate, več leptina se sprošča, večja je rezistenca in manj sitosti čutite. To je ta začaran krog. Zdaj, če se spomnite tiste naše gospe, zdaj razumete, zakaj je čez 1 uro po zajtrku spet lačna. To je inzulinska rezistenca. Celice ne sprejmejo energije in možgani mislijo, da jim manjka goriva. In zakaj po obroku nikoli ni sita? To je pač leptinska rezistenca, ker signal sitosti je tam, ampak ga možgani ignorirajo. In ko to dvoje seštejete, ste ves čas lačni, nikoli niste siti. Ampak tudi to pa ne odgovori na vsa vprašanja. Naprimer, zakaj nimate energije? Zakaj ste utrujeni? Zakaj se tehtnica ne premakne, čeprav telovadite? To pa je kriva tretja metabolna okvara, o kateri nihče ne govori. Čeprav je morda najpomembnejša od vseh treh. Ne samo zaradi hujšanja, ampak za zdravje, energijo in konec koncev tudi za vašo dolgoživost. Zato si bomo tukaj vzeli malo več časa, da res razumete. Ta metabolna okvara se imenuje mitohondrijska disfunkcija. Mitohondriji so majhne tovarne v naših celicah, ki proizvajajo energijo. Koliko jih imate in kako dobro delujejo, določa, koliko energije vaše telo sploh zmore porabiti. In te tovarne lahko uporabijo 2 gorivi. Prvo gorivo so ogljikovi hidrati. To si predstavljate kot neko turbo gorivo, ki je hitro in učinkovito, imamo ga pa samo za par ur. Drugo gorivo pa so maščobe. Maščobe se lahko predstavljate kot neko dizelsko gorivo, ki je počasno, ampak ga imamo pa za več tednov, če ne mesecev zaloge. In si pa predstavljate, da je zdravo telo kot en dober motor. Ko potrebuje malo energije, tovarne v celicah kurijo maščobo. Ko potrebujejo pa hitrost, pa preklopi na ogljikove hidrate. In to je normalno in zdravo. Ampak pri ljudeh s prekomerno telesno težo pa te tovarne v celicah pogosto ne delujejo pravilno. Zaradi več let sedenja, procesirane hrane in pomanjkanja gibanja so postale neučinkovite. In normalno bi te tovarne pri lažjih aktivnostih, recimo pri hoji, pospravljanju, neki lažji telovadbi, v večji meri kurile maščobo. Ampak, ker ne delujejo več dobro, maščobe ne zmorejo uporabiti. Zato tudi za lažje aktivnosti potrebujejo turbo gorivo, se pravi ogljikove hidrate. To je tako kot, da bi doma imeli polno drvarnico drv, vi pa kurite samo elektriko, ker vaša peč ne dela. In to spremeni vse. Od tega, kako se počutite po vadbi, do tega, ali boste sploh uspeli shujšati. Poglejmo si en primer, da boste lažje razumeli. 2 človeka imata enak plan shujšati. Oba hodita 10.000 korakov na dan in oba jesta 500 kalorij manj. Ampak eden od njiju ima metabolizem in celične tovarne, ki delujejo dobro. Hoja je zanj lahka, po njej ni podrt in ni utrujen. Med hojo kuri v večji meri maščobo, energija je stabilna, lakota je obvladljiva, ker sama aktivnost ni bila naporna in stresna za njegovo telo. Na drugi strani pa ima drug človek metabolizem, ki je oslabljen. Že navadna hoja mu je naporna, ga utrudi, ker njegove celične tovarne ne znajo kuriti maščobo in telo za hojo že porablja turbo gorivo. In to je za telo bolj stresno, hkrati pa ima tega turbo goriva samo za nekaj ur. Poleg tega je utrujen. Nevede lahko cel preostanek dneva presedi na kavču, manj se giba in manj porablja. In na koncu zaradi tega tisti kalorični primanjkljaj, ki ga je ustvaril, ga v resnici ni. Ker kar je pridobil oziroma porabil s hojo, je izgubil s tem, da je preostanek dneva moral sedeti na kavču. Kar pa je prihranil z manj hrane, je pojedel nazaj, ker ga je lakota premagala. In zato lahko 2 človeka z istim shujševalnim načrtom doživljata hujšanje popolnoma drugače. Eden ga izvede brez težav, drugi pa se bori z lakoto, utrujenostjo in na koncu tudi obupa. Eden od glavnih razlogov tega pa je, kot smo rekli, mitohondrijska disfunkcija. Če se spet spomnite naše gospe, zdaj razumete, zakaj se po pol leta vadbe tehtnica ne premakne. Zakaj je zadihana pri stopnicah in zakaj nima energije. Ker njena drvarnica je polna energije, ampak njena peč ne dela dobro. In raziskave kažejo, da mitohondrijska disfunkcija je prisotna pri več kot 80% ljudi z debelostjo. In zdaj, ko pogledate vse te 3 metabolne okvare, se pravi inzulinsko rezistenco, leptinsko rezistenco in mitohondrijsko disfunkcijo, vam je jasno, zakaj nasvet jej manj in gibaj več ne deluje oziroma zakaj je problematičen. Ker vsaka metabolna okvara zase že povzroča težave. Skupaj pa ustvarjajo ta začaran krog.
Kopiči se maščoba, ki povzroča ta vnetja. Vnetja povečajo lakoto in zmanjšajo sitost. Energije in maščobe ne porabljamo učinkovito, zato se pol kopiči še več maščobe in ta krog se pač nadaljuje. Če pa ste eden redkih, ki vam je vseeno uspel shujšati, ampak ste vse pa dobili na koncu nazaj, vedite, da tudi za to obstajajo konkretni biološki razlogi. In to so obrambni mehanizmi telesa, o katerih govorim v ločenem videu. Povezavo upam, da zdaj najdete na ekranu ali pa v opisu tega videoposnetka. Tisti, ki poznate osnove, boste mogoče rekli, Jan, vse, kar je pomembno, je kalorični primanjkljaj, ni važno, katero gorivo telo kuri, važno je, da porabiš več, kot poješ. In to je res. Kalorični primanjkljaj je pogoj za hujšanje. Ampak probajte ta primanjkljaj ustvariti in vzdrževati, ko vas inzulinska rezistenca naredi nenormalno lačne. Ko leptinska rezistenca onemogoči, da se počutite site in ko vaše celične tovarne ne zmorejo kuriti maščobe in vas po vsaki vadbi pustijo izčrpane na kavču. To je tako, kot da vam rečem, vse, kar morate narediti, je samo preteči maraton. Pač tehnično je res, ampak a ga boste lažje pretekli pripravljeni ali nepripravljeni? Nekdo z zdravim metabolizmom bo isti primanjkljaj ustvaril lažje. Ni nenormalno lačen, je sit po obroku, med gibanjem kuri maščobo, ni izčrpan po vadbi in se pač več lahko giblje čez cel dan. Na drugi strani pa nekdo s temi metabolnimi okvarami mora za isti rezultat vložiti ogromno energije, ogromno mentalne energije, v kontrolo lakote, v motivacijo za gibanje, bori se z utrujenostjo in to so vse razlogi, zakaj večina obupa. Ampak, kot sem rekel na začetku, vse tri metabolne okvare so rešljive in obvladljive. In natančno to naslovim v našem trifaznem shujševalnem pristopu, kako pa razložim in razkrijem v naslednjem videu, link je na ekranu in v opisu, pa se vidimo tam.